Jaz bi ti najprej čestitala za nagrado. Sem bila zelo vesela, ko sem slišala, da si ti dobila. Se mi zdi, da ne samo pač na pesniškem področju, ampak tudi širše, da si zelo aktivna, da delaš zelo lepe stvari. Sploh, kar se tiče tega srečanja pesnice v pesnicah. No. Tako da, čestitke. Ja. Sem bila tudi jaz vesela, najprej presenečena, ker se mi zdi, da pravzaprav zmeri naredim premalo, da so potrebe in predvsem tudi moja želja, da bi naredila še več in da je nekdo videl, opazil to, kar počnem, je seveda v vsakem primeru tak dober občutek. In vesela sem tudi za samo pesnice, ker se mi zdi, da je s to nagrado mogoče tudi neka pozornost namenjena njim oziroma temu projektu srečevanja, našemu srečevanju, se tudi bila na tem oziroma se tudi udeležuješ včasih. Tako da, ja, to bi najraje bi govorila o tem, recimo. Zato, ker bi se spomnila, kako so pesnice povezane pravzaprav z nagrado Mira. Nastajale so v istem času, ko je Nataša Velikonja zaprosila 10 pesnic za podporo, ker ji niso podaljšali status za priporočilno pismo. In ko smo to pisale, smo ugotovile, da 13 nas je potem bilo na koncu, 10 od 13 ima doktorat iz literarne teorije oziroma tega. In kako je to mogoče, da ena tako dobra pesnica ne dobi podaljšanega statusa, ker da ji manjkajo kritike in tako naprej. In smo se odločile, da bomo ustanovile nagrado, da bomo ustanovile neko prostor srečevanja, odzivnosti, da bomo pisale druga v drugi, da bomo spremljale svoje delo, da se bomo pogovarjale. In prva ideja je bila, da to nagrado postavimo neko tako elitno organizacijo PEN, ki je prav namenjena temu uveljavljanju oziroma enakopravnosti, pač demokracije in vseh teh človekoljubnih idealov. Vendar se je izkazalo, da takratni Slovenski center PEN ni prenesel tolikšnega števila, pa gre šlo za 6 predlogov, 6 žensk. In jaz sem takrat iz protesta stopila, namreč predlagala sem Kajo Kramberger in Tatjano Jamnik in dobila odgovor, da pač ne bom zadovoljna, da so sprejeli 2 drugi in da bo že počasi najprej najstarejše, potem pa zmeraj mlajše. In ta ideja o enem ženskem telesu, se pravi, da smo vse ženske, pravzaprav ena ženska se mi je zdela tako izrazito diskriminatorna, šovinistična. Se pravi, da sprejemajo osebe v center PEN ne glede na to, kar je kdo naredil, ampak koliko je star, kakšnega spola je in tako naprej. Jaz sem takrat izstopila, Vesna. Kolegice druge, naprimer Stanislava Repar, Meta Košar, Tatjana Pregelj-Kobe so me mirile in so rekli, ne, počakaj se, bomo že kaj organizirale. Jaz sem se odločila za to in potem smo začeli v hostlu Celica s temi pesnicami. In prva je bila ravno Kaja Kramberger, ki je nastopila in potem so se do danes v teh 9 letih zvrstile, mislim, da je bilo preko 80 srečanj in preko 70 različnih pesnic. In moram reči, da v tem smislu se mi zdi, da kar dobro poznam, kaj pišejo ženske na področju poezije pri nas. Predvsem pa sem zmeraj znova presenečena, kako je vsak večer drugačen. Se pravi, da vsaka knjiga, vsaka avtorica pripelje različno občinstvo, nekaj nas je stalnih, 4-5, kakih ponavadi nas je od 15 do 20, različno. Ravno prav za en dober pogovor o poeziji
Ostalo pa pripelje knjiga in vsak večer je različen, pravila so pa zelo preprosta. V bistvu knjigo preberemo prej in pride zmeraj tisti, ki ima kaj povedati, ki se ga je na nek način dotaknil. In to pove kot darilo avtorici, se pravi v smislu, da je popolnoma iskren in odkrit, ker samo to, kako si do konca odkrito poročilo, kako si bral, je lahko avtorici pravzaprav v pomoč in v neko pravo pomoč, v tem smislu v pravo informacijo, kaj jaz to pišem, oziroma kakšen učinek ima. In moram reči, da so bili odzivi večinoma v redu, včasih je težko prenesti to, bi rekla, odkritost, ampak tudi odziv je bil zelo dober. Odziv na sam projekt. Ja, avtorici, predvsem v tem smislu, jo, hvala lepa, res mi je bilo lepo, ali pa tako v tem smislu. In gre za neko vzgojo tudi enega pazljivega in informiranega branja, se pravi občutljivega in hkrati, ker smo že toliko stvari prebrali in pojasnili in se med sebojno soočali in se pravzaprav oplemenitili z drugim pogledom. Tako da to je, bi rekla, moje veselje, moja strast in ne vem, ali lahko rečem, da sem na to ponosna, ampak da je to mogoče, sem res zelo hvaležna, tako bi rekla, hvaležna sem. Ja, moram reči, da se meni zdi to res odličen projekt. Sem bila kot avtorica in tudi kot deleženka prisotna in ta iskrenost, o kateri praviš, in ta v bistvu neposrednost, ko nekdo govori o tvoji knjigi ali pa da ti lahko na ta način pristopiš nekomu drugemu, se mi zdi res super stvar. Sploh v naši Sloveniji, kjer se mi zdi, da dostikrat ne povemo stvari na glas in potem za hrbtom drugega opravljamo. Tako da tukaj, tudi to, da nekdo pove nekaj kritičnega v smislu neke z namenom, da ti nekaj zboljšaš v knjigi, se mi zdi, se vedno skozi učimo. In se mi zdi res to fajn, da ta prostor obstaja. Da sem vesela, da to počneš. Bi te pa vprašala v zvezi s tvojim pisanjem. Si rekla, da to je ena taka stvar, ki jo res delaš tako iz srca in tako. In verjamem, da je tudi pisanje ena taka stvar. Glede na to, da so moje pesmi res odlične in ta zadnja knjiga se mi je zelo dotaknila z naslovom Vmes. Pa me zanima, če si morda, posebej jaz te poznam ne samo kot pesnico, ampak tudi so bili tudi sošolki na okviru študija Gestalt psihoterapije in vem, da si aktivna v različnih skupinah, delu z ljudmi, recimo delaš kot mentorica kreativnega pisanja že več let, delala si v begunskem centru, se pravi, da ta tvoj vidik podpore ljudem je tudi zelo močno prisoten. In po drugi strani si pa pesnica in ponavadi si predstavljamo, pesniški poklic predstavljamo in ga tudi tako izvajamo konkretno. Pač je bolj introvertiran, osamljen, v smislu, da sediš in pišeš in si sabo. Kako združuješ ta dva vidika bivanja, se pravi, to usmerjenost na ven, delo z ljudmi, tudi zdaj, ko si študirala Gestalt, in hkrati ta vidik bivanja sama sabo. A si tudi kaj tako vmes tukaj, tako kot je naslov tvoje zadnje knjige, kako to premostiš, to ne vem, ja, ta naslov je v bistvu kar primeren, mislim, zame, ampak po moje tudi v družbenem smislu ali pa tudi v ontološkem smislu, če hočeš. Sem že pred leti zapisala, niti na nebu, niti na zemlji, nekje vmes. Sem introvertiran človek in vsaka interakcija z drugimi ali pa nastop ali pa tako me pravzaprav utrudi, me izmuči, mi ni prijetno. Ampak je to moja edina pot, da lahko, in to pa želim, se povežem z drugimi.
se pravi iz te svoje, bi rekla, samote ali pa enkratnosti, no, se želim povezati. Še bolj se mi zdi, bolj in bolj mislim, ali sem prepričana, da imamo kot ljudje, kot družba, da smo dosti bolj povezani, tudi na področju tega nezavednega. Ali je to kolektivno nezavedno, o čemer je recimo Jung govoril, miti naj bi bili kot neke kolektivne sanje. Ali pa recimo predvsem, kot vidimo, zelo pereče, kako smo povezani z okoljem, v katerem živimo, z vsemi živalmi, z vsemi živimi bitji okrog sebe, s pokrajino, z vsem. In da če uničujemo eno na račun drugega, je na koncu jasno, da uničujemo s tem tudi sebe. In mislim, da je v družbi podobno. Kako smo sprejeli ali pa ne sprejeli in kako še ne sprejemamo begunce. Postavljamo bodečo žico, ki je, mislim, da najbolj v napoto prebivalcem samim tam, ki živijo v njej. Je jasno, da ograjujemo sami sebe, da je ta poskus obrambe že znak šibkosti. Se pravi, če bi imela kakšen nasvet ali karkoli za našo vlado ali kulturno politiko, bi rekla, ja, ne, absolutno je treba okrepiti vse oblike kulture, vse oblike izražanja v jeziku, pogovarjanja, razmišljanja in pa zavedanja istosti ali pa enakosti in različnosti. Se pravi, oboje je potrebno. Mi smo se učili, eno je ozadje, eno je pač lik, gestalt in se to tudi med sabo omenjuje. Skratka, potrebujemo oboje. Ta zbirka ima eno samo pesem, ki je povezana z mojo izkušnjo dela kot prostovoljka v teh migracijskih centrih, to je Vonj po človeku. Razlog pa je, da je bila ta izkušnja zame tako silna, da nisem našla jezika, načina, kako bi to lahko sporočila drugim. Ker se mi je zdelo, da je vse neadekvatno, da so vse floskule, da jezik enostavno mi ne služi več v tem smislu. Toliko govorimo vsem in tako malo se premakne. Mislim, da sem bila traumatizirana ali da sem še, pač, zato sem tudi stopila v študij gestalta, ker sem čutila, da je nekaj zelo narobe. Zgubila sem vero v to, zakaj bi sploh pisala, komu ne pišem po taki izkušnji poniževanja človeškega, ker se mi je zdelo, da če ponižuješ drugega, ponižuješ človeka v sebi. Mislim, to je vseeno, komu gre to. Ampak to je stvar, ki načne družbo samo, da rečem. No in rezultat je bil tako, da sem zelo senzibilizirala o tem, kaj govorim v poeziji oziroma kako pristopam, kakšne so te razmere, kako se srečujemo, kako povabiti v pesem bralca z vso njegovo enkratnostjo in hkrati prinesti sebe in mojo izkušnjo znotraj tega. Na formalnem nivoju se mi je pokazalo to, da je zelo redka, da se je pesem zelo razredčila, malo besed v vrstici, da je taka zračna, bolj postala. In predvsem občutek, kdo govori, se je spremenil. Ta občutek jaza ali pa, bi rekla, z našo terminologijo, da je sebstvo, moje sebstvo, je prevzelo več različnih jazov. To je tudi ena značilnost tvoje poezije, sem bil že prej. Sem se spomnila na Antigono, ker je meni zelo ostala, kar sem jo prvič brala, pa potem sem tudi z mojimi študentkami smo delali na tvojih tekstih v okviru svetovne književnosti. Smo obravnavali lik Antigone. Tako da ti razni, ki si prej omenjala nezavedno, pa mitologijo in tako naprej, tukaj se mi zdi po eni strani te mitološki liki prihajajo ven v tvoji poeziji,
hkrati pa tudi realne osebe iz zgodovine. In nekako si reka, ti različni glasovi prihajajo skozi različna telesa, ki pa vendarle so povezani s tvojim telesom, s tabo, s tvojim glasom. Ampak se mi zdi zanimiv način, sicer ni nov način, ampak na kako ga ti uvajaš in kako tudi dopustiš ženskam, govorkam, da spregovorijo znotraj poezije, se mi zdi zelo pomembno, da daješ tem likom glas. Kje je zdaj tukaj tvoj glas, kje je njihov glas, kako se to prepleta, ali je to sploh možno na tak način govoriti o tem? Mislim. Ne vem, se pravi, ne vem, kdo piše pesem. Težko. Ja, Barbara, vem, da si začela zdaj delati tudi kot psihoterapevtka in je to tvoj nov poklic, tvoja nova identiteta. Kako se počutiš kot psihoterapevtka? Ne bi rekla, da je nova, sploh ne, ampak da je pravzaprav nekaj pridruženo. Se pravi, kar je bilo in je moje, je ostalo. Temu se pa čist naravno pridružila pač posebne vrste, ne skrb za drugega, ampak posluh za drugega, tako bi rekla. Mislim, da mi je Gestalt dal to, da lažje prisluhnem neslišnemu drugemu. Neslišnemu mislim tudi o tem, kako se kdo giblje, kako se drži, kako govori, s tempom, z barvo glasu. Skratka, da sem se na nek način nesenzibilizirala, ker to mislim, da vsak čuti, na čisto živalski način med nami se odziva na to nezavedno, ampak da sem nekako bolj to ozavestila in da pustim, da mi to daje informacije tudi o zavednem delu, se pravi, kako o tem ravnam, kako se odzivam na to. Zelo mi je pomagala tudi v smislu, da sem tudi jaz pomembna v tem, kar je malo hecna izjava, ampak na nek način se mi zdi, da sem nehote dobila iz otroštva informacijo, pač skrb za druge, mene pa zmanjka. In je to pomeni, da z eno nogo stojiš v praznem. In je to vir enega velikega strahu ali tesnobe in neravnotežja. Tako da se počutim na nek način bolj trdno ali bolj celo in pa bolj tega se pa res veselim, da lahko več odnesem od ljudi, da mi več pomeni govor, pa samo stik, samo pogled, neka situacija, ki ni nujno, da je verbalna, verbalizirana in da se lahko nahranim iz tega. In to je nekaj dragocenega, kar sem dobila od Gestalta. Hvala za tvoje zanimive lepe besede. Hvala za vprašanje in za prisotnost tvojo. Želim ti veliko zadovoljstva in užitka v ustvarjanju in tvojih drugih projektih.